Del teh stvari, ki bom zdaj nadaljevanje povedal, so pa bile že objavljene v našem najnovejšem katalogu o Marburgih, kjer je pač seveda en del, dobršen del, posvečen tudi sicer najbolj znanemu srednjeveškemu judu iz Maribora, to je rabinu Iserlajnu, imenovano Marburg ali kaj podobnega. Na naslovnici, ki vidite tukaj, je sicer ne prvotisk njegovega dela, ampak drugotisk, torej druga izdaja njegovega znamenitega dela z responsami, ali odgovori. In tudi to, da je ta druga izdaja šla nekaj več kot 30 let po prvi, malo manj kot 30 let po prvi izdaji, že govori o tem, da je bila, če v današnjem jeziku govorili, kar komercialna uspešnica, ampak v tem nadaljevanju. Torej, ko govorimo o Iserlajnu iz Marburga, se zgodba pravzaprav seveda zagotovo poteka v veliki meri v Mariboru, da ne samo tam. On se je, kot kaže zdaj najnovejše ugotovitve, zagotovo rodil v Mariboru. Njegov oče pa je bil sicer iz Kremsa na Donavi, velikega in pomembnega kraja srednje veku, tudi danes nepomembnega kraja spodnje Avstriji, kjer je bila takrat velika judovska skupnost in od koder je bil njegov oče, ki se je očitno poročil po Maribor, ker je pa oče potem zelo hitro umrl, je on kot pol sirota s svojo mamo odšel potem v rojstni kraj očeta in tam odraščal. In vzgajal ga je brat njegovega očeta, ki je bil pa rabin, in ta rabin iz Kremsa je potem se preselil v Dunaj, ki je pa bil seveda najpomembnejše mesto takratne srednjeveške judovske skupnosti na območju Avstrije. Tale znamenita ketuba, ki jo tukaj vidimo, ketuba je namreč poročna pogodba, nekaj zelo značilnega za judovstvo, je izjemna v več pogledih. Namreč gre za edino ilustrirano srednjeveško ketubo, ki se je ohranila, ta ne originalno, ampak samo kot vezava knjig. No in prikazana imata mlada poročenca, na desni je ženin, ki podaja sicer malo predimenzirane prsta na nevesti, oba sta izjemno bogato oblečena, zelo rafinirana, pisava je zelo lepa, vse je zelo lepo, ampak to vam govori, v kakšnem okolju je odraščal Iserlajn. Torej gre za najvišji nivo takratne judovske skupnosti, kjerkoli že, torej zelo izobraženi, pa tudi zelo bogati. In torej ne glede na to, da, torej kot rečeno, je večji del otroštva pa že v Kremsu, je fakt, da je seveda pa izhajal iz Maribora, oziroma tudi ti mariborski sodobniki so bili nekje tukaj, ampak žal nimamo tako izpovednega vira v njihovem življenju kot Italije. Torej, kot rečeno, njegov stric in potem tudi mama sta odšla na Dunaj in tam dočakala leta 1420, ko se zgodi pa na Dunaju najhujši pomor srednjeveških judov na ozemlju avstrijskih dežel, to je zloglasna Dunajska jezera. Mimogrede, tale spomenik ste bržkone bolj ali manj vsi že videli, čeprav ga verjetno niste opazili. Gre namreč za spomenik, ki je bil postavljen na tistem kraju, kjer so ob koncu te gezere, katastrofa hebrejsko, bi to prevajali, kaj podobnega, takrat se temu delu ob Dunaju reklo Gensenweide, danes so to Kellergasse, Filsich, ulica je pa znamenita zaradi tega, ker je na koncu te ulice Hundertwasserhaus. In najbrž ste kot turisti sigurno si to Hundertwasserhaus ogledali, če drugo ne z avtobusa, ampak tam na začetku te ulice je ta spominska plošča. No, v tem pokolu sta bilo verjetno tako njegov stric, kot tudi mama, on pa ne, ker seveda ni bil v tem času na Dunaju, ampak je študiral po Evropi. Več krajev se omenja, zanesljivi so seveda nekateri ugotovljeni na območju današnje Nemčije, Češke, Poljske in najverjetneje Italija. Treviso je najbolj konkretno seveda kandidat za to. No in torej, ko je on to svoje študijsko potovanje pri pomembnih rabinih svojega časa končal, se je torej ni imel vrniti kam, ker družine ni bilo, oziroma če ne bi bila Dunajska skupnost uničena, verjetno že na Dunaju, tako pa se je zatekal v rojstno mesto svojega očeta, kjer se je rodil, to je pa Maribor. Okrog 1425 prvič pojavi, od leta 1428 pa tudi kot rabin. Torej ni bil čisto začetka rabin, je pa potem zelo hitro to postal. No in sinagoga, v kateri je deloval, je seveda sinagoga, s katero se jaz v tem trenutku oglašam, ki jo tudi vidite v tem izjemnem zračnem posnetku, ki je seveda v marsikaterem pogledu izjemna. Ne samo to, ker je obnovljena in ker je pač sedež naše, upam da, sicer skromne, ampak uspešne organizacije, ampak tudi zaradi tega, če bi samo en detalj opozoril, je pravzaprav to precej velika zadeva. Če pridete k nam v glavno dvorano, torej skoraj 8 metrov visoka, to ni čisto običajno za sinagoge, površina glavne dvorane 85 kvadratnih metrov, kar je sicer malo manj kot polovica od recimo takrat sicer neobstoječe Dunajske sinagoge, vse to govori, da to pravzaprav ni nepomembna skupnost. Tudi to, ker se deloma že navezuje na referat mojega predhodnika, na Judije so seveda marsikaterem kraju živeli, samo nekaterih pa jih je bilo toliko, da so lahko imeli sinagogo. V tem je tudi poanta, zakaj imate torej marsikateri kraj, nimate pa posod sinagoge, oziroma niste ti mogli imeti. Ne glede na to, da torej to zelo pomembna sinagoga, kako je ta izgledala točno v času Iserlajna,
pravzaprav ti ne vemo najboljše. Namreč sama rekonstrukcija, ki je bila zgrajena v 90 letih, se je srečala tehnično s problemom, da so ugotovili najmanj 3 faze. Torej, zdaj po sodeč zgodovinskih podatkih je torej v izraelnem času morala biti 2. faza in ne še 3., ki je pa dejansko nam danes rekonstruirana, ampak to pustimo se kako drugo priložnost. Sicer pa velja povedati, da je seveda rabin, kjerkoli je že pač bil učitelj lokalne skupnosti, najprej za otroke, tako kot ta sicer simpatična, danes bi rekli hudo politično nekorektna slika kaže, ne, torej vidite rabina, ki tegale nadobudnega mladeniča z bičem sili k učenju, ampak seveda, če so torej bili vsi rabini učitelji, kar tako po osnovni definiciji njihovega imena pomeni, ne, pa je treba povedati, da samo nekateri rabini so pa postali učitelji za rabine, torej so imeli svoje ješivo. In po zgodovinskih podatkih sodeč je torej Izrael zelo mlad še postal toliko pomemben, da je že v Mariboru pred preselitvijo v Wiener Neustadt, kar se je zgodilo okrog 1440, imel v Mariboru svoje ješivo in potem do smrti 1460. leta potem še Wiener Neustadt. To, da je imel torej vrsto učencev, ki so postali rabini, je pripeljalo do srečnega naključja, da se seveda njegove misli niso ohranile samo v tem, kar je res on napisal, ampak tudi po tem, kar so drugi od njega slišali. Tole, kar pa tukaj vidite, sicer je na prvi pogled zelo neugledna listina, nič posebnega, tipična stvar za judovske posle tistega časa, gre namreč za pač en kreditno zadevo Arama, sina rabina Izraela piše, ne piše seveda Marburga. Zdaj seveda ni bilo milijon Izraelino rabinov v Mariboru, tako da gre za seveda očitno sina tega znamenitega rabina Izraela, je pa povedano to, kar piše potem ne samo v nemščini, v gotici tukaj, ko piše zgoraj, ampak tudi to, kar piše spodaj, od desni proti levi v hebrejščini. Ni to dolgo nazaj, kar je s pomočjo cenjenega doktorja Janeza Prenka iz Ljubljane uspelo dešifrirati, kaj tu piše, in piše naslednjo. Torej, tam, kjer piše v nemščini, torej sin rabina, oziroma majster piše, ker to je nemški izraz, ki se seveda veliko uporablja za rabine, piše v hebrejskem tekstu sin Gaona. Gaoni so samo v tem času najpomembnejši poznavalci judovske tradicije Talmuda. Sicer je to izraz, ki se uporablja v zgodnjem srednjem veku, ko se kodificira Talmud v Babiloniji, tako zvani babilonski Talmud, in dati nekomu v 15. stoletju, samo nekaj let po smrti, ta naziv je v bistvu isto, kot da bi rekli akademiko ali pa nekaj podobnega. Torej, nesporno je človek že zelo hitro postal zelo slaven in zelo pomemben. Vse to pa seveda se ne bi zgodilo v nadaljevanju, če se ne bi zgodilo potem pa to, kar ta zemljevid prikazuje. Namreč druga polovica 15. stoletja je značilna po velikih in številnih pregonih Judov iz Srednje Evrope in del tega dogajanja je tudi izgon Judov iz Maribora, konkretno iz Štajerske in Kranjske, in 1515. leta konkretno tudi iz edinega kranjskega mesta, kjer je bila judovska skupnost, to je konkretno Ljubljana. In ena struja je šla, če rečemo zelo po domače povedano, v smeri proti vzhodu, proti Poljski, preko Krakova, potem notranjost Ukrajino, Belorusijo in še naprej. Druga, manj številčno, ampak pravzaprav zgodovinsko nenapredna, pa je šla v Italijo, konkretno zelo značilno in zelo močno sem. To, kar vidite tukaj, je upodobitev Benetk v 16. stoletju, lahko bi rekli, da je bilo to približno tam, kjer je New York danes. No in leta 1916 nastane na sicer obrobnem delu Benetk, kjer je predtem najbrž bila kovnica za topove, kar je seveda se pogojno reče v beneškem dialektu italijanščine getare, geto, ki da potem imena vsem getom do današnjega časa. In ta geto je bil znamenit že zaradi tega, ker do takrat Benečani niso v glavnem dovoljevali stalne naselitve Judov v Benetke, Mestre konkretno je bilo najbližje, kar so lahko prišli, zdaj pa so jim dovolili. Vzrokov je bilo več, med drugim tudi okrevanje po dolgoletni vojni z Rimsko-nemškim cesarstvom oziroma Sveto ligo in tako naprej. No in kar je tudi zelo pomembno, ta skupnost je v trenutku postala zelo moderni izraz multikulti. Že to, da so v 16. stoletju zgradili 4 različne sinagoge, imena Schola Grande, Tedesca Schola Italiana, Schola Spagnola in Schola Levantina, vam govori o tem, da gre seveda za Jude zelo različnega izvora, vam govori o tem, da se je seveda tukaj zbrala, bi rekli, čisto v jezikovnem smislu, v kulturnem smislu, pravzaprav vse, kar je takrat v judovskem svetu obstajalo. In tudi zaradi tega, ne slučajno, ta geto, poleg tega, da je znamenit, potem, da je imel vsem getom do današnjega dne, je seveda glavni kulturni središč judaizma v 16. stoletju, pa še onkraj tega. No in tukaj se zdaj pojavi nekdo, ki je pa povezan s našo temo, to je sodelovanje med Judi in kristjani.
današnjem jeziku bi rekli Belgijec, takrat so mu rekli Flamec, Daniel Bomberg, rojen po letu 1483 v Antwerpnu, v zadnji vidite sicer najstarejšo znano pozicijo Antwerpna, seveda sicer glavna poanta je seveda poklon svetih treh kraljev. No in ta izhaja iz zelo bogate, sicer v osnovi iz Harlema, izvirajoče rodbine, Van Bornbergen so se prvotno imenovali, ki so se preselili v 15. stoletju v Antwerp in potem obogateli s trgovino s tekstilom, pri čemer so bili specializirani za tekstil iz Italije. No in že oče tega Daniela Bomberga je očitno dovolj bogat, pa tudi dovolj izobražen bil toliko, da je dal natisniti antwerpenski breviar za cerkev, ki vidite v ozadju te slike, to je za stolnico, v Benetkah, ki so bile, kot sem rekel, v konc 15. stoletja, 16. to kar danes New York. Se pravi, ne zdaj, če so Judje tiskali knjige, ampak tudi, če je nekdo, kot je ta Bomberg, dal natisniti knjigo za domačo stolnico v Benetkah, je tam približno, kot sem rekel. No, sin Daniel je zagotovo študiral na še danes delujoči katoliški univerzi v Lövnu, ki je danes glavna Benedikta univerza, in zdi se, da se je tam že naučil hebrejščine, poleg vsega ostalega. No in leta 1511 se najbrž pojavi v Benetkah. In za razliko od svoje družine, ki se je glavno ukvarjala, torej bi rekli, bolj zemeljskimi zadevami, kot je trgovina s tekstilom, je uspešno, tako je se uračunal, želel vložiti kapital svoje družine v nekaj, kar je postalo zdaj seveda zelo donosno, to je tisk knjig. Vprašanje, kako bi to bilo danes sicer. No in kar pomeni, da vse knjige, ki jih on tiskal, so imele osnovni namen, poleg seveda spoštovanja do tega, da je šlo za seveda veliki meri pomembne in visoke in božanske modrosti, nadihnjene tekste, seveda po domači povedano, da je tudi splačalo to, kar pomeni, da ko se to ni splačalo, je Bomberg nehal tiskati knjige, je pa sicer trajalo to kar nekaj desetletij. No, glavnem, nesporno dejstvo je, da torej kristjan, torej Daniel Bomberg, Flamec, danes bi rekli Belgijec, najdejo v teh Benetkah po sedaj znanih virih najmanj 100 različnih judovskih sodelavcev. Različni Judje, prvi, ki je tudi potem seveda zelo pomembno vlogo imel v nadaljnji karieri, je bil sefardski Jud Daniele de Prato, iz Toskane torej, ki pa je ravno ob spoznanju z Bombergom postal konvertit in je svoje življenje končal kot Augustinec Felice de Prato oziroma Felix Pratensis. No, ta sodelovanje je rodilo prvi Bombergov hebrejski tekst, hebrejski tisk, in sicer gre za nič manj in nič več kot prvo tisk tako zvane rabinske Biblije. Torej Biblija ali sveto pismo, seveda vemo, da je pač povezano s krščanskimi svetim pismom, ni pač čisto identično, ampak ko rečemo rabinska Biblija, gre torej za tekst, podobno kot se ga danes predstavljate, ki ni torej samo za zgolj tekst, ampak je tudi recimo konkretna interpretacija, opombe, so razlage in tako podobno. Zato se reče to rabinska, torej ni zgolj tekst. Tekst, ki ga tukaj uporablja, je tako zvano mazoretsko besedilo z ustreznimi opombami. Tudi je zraven aramejski prevod ali targum, te pa sta, kot rečeno, že biblijski komentarji. Tudi zaradi tega potem izgleda to, ko bi se čebrljali naprej, torej je ta glavni tekst, pa je kupica teksta okrog, ker je to vse razlaga, kaj se tu pravzaprav piše. Torej malo drugačen sistem, kot smo danes navajeni, ko je torej so opombe pod črto, če rečemo. Torej nesporno je dejstvo, da je Bomberg bil prvi ne-Jud, ki je tiskal hebrejske knjige in prvi tiskar hebrejskih knjig v Benetkah. Zdaj, naslovnica torej te rabinske Biblije, oziroma bolj natančno ena izmed 4 knjig, ki se sestavljajo, torej to rabinske Biblije tam, v naslednjih letih, do leta 2019 je izdal še 10 naslovov. In med temi 10 naslovi so leta 2019 kar 3, ki so delo posredno ali pa neposredno Izraela. Kar pomeni, da med prvimi 10 tiski, ki jih je sploh torej Bomberg natisnil v hebrejščini v Benetkah, so kar 3 knjige rabina Izraela. Naslovnice žal niso take lepe, kot ste videli prej, ali pa tista, ki je bila tam na naslovnici mojega predavanja, vseeno pa so znamenite že zaradi tega, ker to pomeni, da kot rečeno, človek ni tiskal zaradi tega, da bi bila samo zaradi umetnosti ali pa znanosti, ampak zaradi tega, da grejo v uporabo. In vse te zadeve so seveda temeljile na tem, da je, kot rečeno, Bomberg, ki sicer za krščanske razmere takratne bil dober poznavalec hebrejščine, nikakor pa ni bil ekspert za rabinske in podobne zadeve, znal najti prave sodelavce. No in kdo je to bil konkretno v primeru Izraelovih knjig? Hija Meir ben David je njegovo ime. Od leta 1510 se omenja v Benetkah in sicer kot, danes bi rekli, dekan hebrejske nacije Roš ješiva, torej vodja ješive lokalne, in pa sodnik ali dajan takratne beneške skupnosti.
V starejši literaturi boste našli podatek, da je bil živel Benedikt od 22. leta, ampak najnovejše odkritje kaže, in to je tukaj povezano tudi s tem rokopisom, ki vidimo desno, je, da je najmanjši leta 1526 bil prisoten Benedika. Zdaj, Hija Meir ben David, kdo je bil on, ne vemo natančno, v vsakem primeru je bil aškenaškega porekla, torej nekje iz prostora Srednje Evrope, seboj je pa očitno v Benedike prinesel poleg knjig neko znanje, poznavanje, najbrž ne neposredno znanje Iselajna, ker je verjetno časovna razlika med smrtjo Iselajna in delovanjem tega Hija Meira ben Davida prevelika, ampak je torej, kot seveda bi lahko rekli, bil verjetno učenec učencev Iselajna. No, konkretno, kaj gledamo to na desni? Gre za sicer ene izmed največjih zakladov, kar jih čuva znamenita Bayerische Staatsbibliothek, ene izmed sploh največjih knjižnic na svetu, in sicer med njihovimi hebrejskimi teksti ene izmed najbolj znamenitih. Gre namreč za Rashijev komentar k Bibliji. Rashi je veliki in pomemben rabin, ki je živel v 12. stoletju na območju Šampanje, Troj konkretno je mesto, in on je napisal ogromni komentar k Bibliji, oziroma pač hebrejske mišljenje o tem. No in Iselajn konkretno je napisal komentar k Rashijevemu komentarju Biblije. No, in kar pomeni, da recimo, ko imamo to zadevo, ki je bila v posesti, torej človeka, ki je predlagal oziroma ki je uredil potem tudi natis Iselajnovega komentarja k Rashijevemu komentarju Biblije, bi rekli, zelo jasno kaže, o kom tu govorimo. Sama knjiga, ki jo tukaj vidimo, je konkretno sicer tudi ilustrirana, kar sicer ni vedno pravilo za srednjeveške hebrejske rokopise, sklepa pa se, da so morda ilustratorji bili kristjani, je pa nastala v 13. stoletju na območju današnje Srednje Nemčije. Ta Hija Meir ben David ni bil samo urednik, torej Iselajnovih prvotiskov, ampak ena stvar še, pravzaprav rekli, z judovskega vidika celo bolj pomembno, bil je tudi urednik prvotiska babilonskega Talmuda. Izjemno delo, ki ga sicer ni čisto v celoti sam naredil, vsekakor se pa omenja po znanih virih potem kot rabin danes grškega mesta Lepanto, bolj znanega v tej italijanski obliki kot grški obliki Novopaktos. Zdaj, ali je to bil ali ne, to ostaja zaenkrat odprto. V vsakem primeru je bilo pa izjemno pomembno odkriti, odkot je zdaj pravzaprav ta Hija Meir ben David, očitno dober poznavalec Iselajnovega dela, prišel v Benedike. Hvala za pozornost.